Odprt. Pogovori o prostoru, arhitekturi in oblikovanju. Pozdravljeni, moje ime je Eva Eržen. V 9. oddaji podcasta Odprto se sprašujemo, kakšna je naša odgovornost do arhitekturne dediščine in kako se lotiti prenove objektov pomembne kulturne vrednosti. Ena najpomembnejših Plečnikovih stavb letos obeležuje že 90 let. To je palača Zavarovalnice Triglav, ki stoji na vogalu Miklošičeve ulice v Ljubljani. Nastala je leta 1930 ob 30-letnici delovanja Vzajemne zavarovalnice in matične družbe skupine Triglav. Po funkciji je bila zasnovana kot poslovno-stanovanjski objekt, navzven pa kot mestna palača. Zunanjost objekta je značilno Plečnikova. Zaznamujejo razgiban zgornji del, stebri in polstebri iz vrhniške opeke. Spodnji del pa je umirjen in izdelan iz neobdelanega podpeškega kamna. V notranjosti se je Plečnik podrobneje ukvarjal predvsem z reprezentančnim vhodom in stopniščem, kjer je na inovativen način reševal problem nepravega kota med stavbnima traktoma. Plečnik je za poslovne prostore zasnoval tudi opremo. Večino so po vojni odnesli iz stavbe, do danes se je ohranil le del opreme sejne sobe in nekaj ambiciozneje zasnovanih kosov stavbnega pohištva. Za zavarovalnico je oblikoval tudi več tipov stolov, od katerih jih je nekaj ohranjenih v muzejskih in zasebnih zbirkah. Zanimivo je to, da je zavarovalnica, ki je bila takrat edina v popolni slovenski lasti, projekt izpeljala v duhu poudarjene narodne zavesti. Gradnja je potekala z uporabo slovenskih materialov in najemanjem domačih obrtnikov. Njena naslednica, Zavarovalnica Triglav, ki letos praznuje 120-letnico delovanja, je v času festivala Odprte hiše Slovenije javnost povabila v delno prenovljeno notranjost, ki je drugače ni moč videti v živo. Z nami bo arhitektka Maruša Zorec, ki je z izrednim občutkom za ravnotežje med ohranjanjem obstoječega in vpeljavo novih elementov s svojim birojem Area prevzela projekt delne prenove notranjosti stavbe. Naš drugi gost bo Vid Klančar, arhitekt in konzervator, ki je za projekt prenove pripravil obsežen konzervatorski načrt, ki bo služil tudi za prihodnje morebitne prenove. O projektantski odgovornosti pa se bomo pogovarjali z Luko Keršičem iz Zavarovalnice Triglav. Maruša, pozdravljena. Pri svojem delu se veliko ukvarjate s prenovami stavb in objektov pomembne kulturne vrednosti. Kaj vam pri tem predstavlja največji izziv in kaj menite, da je ključno za dobro prenovo? Največji izziv pri prenovah je vzpostaviti pravo ravnovesje med obstoječim in novim. Skratka, vedno se da na tehtnico, kaj je pomembno pri tem starem, pri obstoječem in koliko tega novega pravzaprav dodati, da boš vzpostavil novo življenje. Za dobro prenovo je vsekakor ključno, da zna arhitekt prebrati govorico tega starega, da to razume in da se s svojim jezikom primerno odzove na to in skozi to pravzaprav vzpostavi dialog. Če se v jeziku razumemo, potem se lahko tudi pogovarjamo in podobno je na področju arhitekture. Veliko se srečujete tudi s Plečnikovo arhitekturno dediščino. Imate do njegove arhitekture poseben odnos in način dela? Seveda imam do njegove arhitekture poseben odnos. Mislim, da bolj, ko se v neke stvari poglabljaš, bližje so ti in ne samo, da jih morda bolje razumeš, do njih vzpostavljaš neka nova čustva. Podobno kot z ljudmi, je tudi z arhitekturo. Način dela pa pravzaprav ne bi rekla, da je drugačen. Vsekakor je treba znati prebrati to obstoječe, tako kot prostor, v katerega se umešča nova arhitektura, je tudi Plečnikovo arhitekturo potrebno razumeti. In potem se tudi novo s tem razumevanjem na nek način vzpostavljati šele začne. Kljub temu bi mogoče poudarila tle še nek mogoče moj vidik, da
se vsaj v začetku prepustim nekemu čist intuitivnemu navdušenju in me to tudi skozi to razumsko fazo še vedno zelo spremlja. Tako da neka navdušenja nad določenimi prostori, nad elementi vstajajo z mano cel čas procesa snovanja te prenove. Kako ste se lotili prenove Plečnikove palače na Miklošičevi ulici, kjer je danes sedež Zavarovalnice Triglav? Na kakšen način v staro vnašate novo? Plečnikova zavarovalnica je stavba, ki je navzven izrazito Plečnikova, v svoji notranjosti pa je doživela že določene transformacije, spremembe in ohranila le v posameznih prostorih to Plečnikovo govorico, njegov nagovor tega javnega prostora. Tako da trudili smo se, da bi v bistvu te prostore med seboj vsekakor povezali in opremili z tistimi minimalnimi elementi, ki so jih potrebovali za neko sodobno rabo teh prostorov, da bi pa v tej svojem nagovoru tega novega pa izpostavili maksimalni meri to, kar je pravzaprav Plečnik zapustil v tej stavbi. Tako da samo stopnišče, recimo, ki je vrhunec enega oblikovanja tega interjerja te stavbe, je popolnoma nedotaknjeno in prezentirano tako, kot je bilo. Dočim, ko so na podoben način pravzaprav tudi sejna soba. Določeni drugi prostori, v katerih pa je teh elementov manj, pa so doživeli tudi neke nove dodane elemente, manjše transformacije, predvsem pa smo skušali prostore pospraviti vsega tega, kar je bilo tekom let dodano in izluščiti tisto, kar je prvinsko, bistveno, to, kar je Plečnikovo. In to je ena taka zelo asketska, čista lepota, naprimer okvirji okrog oken, v bistvu eni pilastri ob oknih, oblikovanje samih vrat in pa en čudovit strop, ki smo ga odkrili med gradnjo, ki smo ga poznali iz njegovih črno-belih fotografij in smo ga seveda uspeli integrirati v to novo celoto. Omenila bi še rekonstrukcijo nesedežne garniture z enega kotička, ki je bil predprostor te večje javne dvorane, Vzajemne zavarovalnice takratne, in skupaj s tem stropom tudi ta kotiček tvori eno novo celoto, ki morda na nek zelo majhen, pa vendar ne zelo jasen način kaže, kaj je bila govorica te Plečnikove arhitekture tudi v interjerju te stavbe. Kaj menite, da je največja odgovornost arhitekta? Čeprav se zdi, da je stvar in to vprašanje izjemno kompleksno, mislim, da je odgovor zelo enostaven in jasen. Arhitekt dela za ljudi in arhitekt dela za prostor, v katerega umešča svoje stavbe. To sta dve njegovi ključni odgovornosti. Razumeti prostor in graditi skladno z njim, se odzivati nanj, skrbeti za skladen razvoj tega prostora. To je velika odgovornost, ki se arhitekti vse premalo zavedajo. Druga odgovornost je pa ta, da gradi arhitekt za ljudi in da se mora posvečati temu, kar ljudje potrebujejo in ne le v ozkih okvirjih, samo neki programski nalogi in samo lokaciji, ki jo ima, ampak razmišljati vedno širše. Razmišljati o prostoru širše in seveda ponujati ljudem nekaj več, odpirati jim ene nove horizonte. Kako lahko arhitektura vpliva na družbene spremembe, pomaga k boljši družbi? Ali lahko z arhitekturo ozaveščamo? Menim, da lahko z arhitekturo ozaveščamo seveda na različne načine, skozi samo promocijo, kot pa seveda in najbolj z gradnjo, z materializacijo tega, kako razmišljamo, s tem, da nam tudi te ideje uspe zares pripeljati v prakso, kar je dolgotrajen proces, da ne rečem celo borba. In skozi to pravzaprav lahko arhitektura, po mojem mnenju, tudi vpliva na družbene spremembe in pomaga ljudem živeti boljše na tem svetu. Dobesedno na nek način ne, ampak morda pa nezavedno vsekakor da. Z nami je tudi Vid Klančar, arhitekt in konzervator. Palača Zavarovalnice Triglav na Miklošičevi ulici je pomembno Plečnikovo delo. Kako ste se lotili priprave konzervatorskega načrta, kaj sploh je konzervatorski načrt in kdo vse je vključen v takšen proces? Ja, konzervatorski načrt je elaborat, ki je osnova za posege na kulturnih spomenikih.
Mogoče na kratko omenim, leta 2009 mislim, da je bil sprejet pravilnik, predtem konzervatorskih načrtov ni delal. Gre pa za elaborat, ki se malo bolj podrobno ukvarja s kulturnim spomenikom. Zavod za varstvo kulturne dediščine ga lahko zahteva v primerih, ko se malo bolj celovito posega v nek spomenik, ki ima mogoče tudi malo večjo vrednost. Kot poznate, verjetno se običajno zavod svoje pogoje postavlja v kulturno-varstvenih pogojih. Ko pa gre za preveč kompleksen objekt, da bi zavod na dveh straneh podal svoje pogoje, se pa izdeluje konzervatorski načrt. V primeru zavarovalnice Triglav je šlo tako. Zavarovalnica seveda zaradi potreb svojega poslovanja občasno izvaja kakšne obnovitvene posege, lahko gre tudi samo za vzdrževalna dela, ampak vsak poseg na nek način posega v substanco spomenika. In na neki točki se je konzervatorka odločila, da se pred nadaljnjimi posegi, kakršnimi koli, naredi konzervatorski načrt, ki je potem osnova za vsa dela, ali za menjavo oken, ali za neke bolj korenite posege. Tako da v tem primeru je šlo kar za zahtevno zadevo. Objekt je iz leta 1930, kar pomeni, da ni tako zelo star. Bilo je pa treba kljub temu raziskati čim več primarnih virov, na podlagi katerih se je dalo ugotoviti prvotno stanje. S konzervatorskim načrtom se namreč največkrat ugotavlja prvotno stanje spomenika, saj je to tisto, k čemur težimo s prenovami ali pa z delnimi prenovami. Skratka, bilo je treba najti prvotno stanje ali pa iskati prvotno stanje. To je zanimivo, kljub temu, da ni tako zelo star objekt, to ni bilo tako lahko, ker fotografij interjerjev je načeloma malo. Spremembe z objektom, ki so se dogajale skozi 90 let, so bile kar korenite, tako da v notranjščini v bistvu kar manjka podatkov, oziroma je manjkalo. Kar nekaj smo uspeli pridobiti, ampak kakšne neznanke pa še ostajajo. Zdaj, ste vprašali sodelovanje. Pri konzervatorskem načrtu zmeraj sodeluje več različnih strok. V tem primeru se ni delal konzervatorsko-restauratorski projekt, se pravi, to je tisti del, ki se ukvarja že s konkretno prenovo konkretnih elementov, ampak je šlo samo za analitični del, pa preglednico sestavin. Tle sem bil pač vodja jaz kot arhitekt in konzervator, sodelovali so pa tudi restauratorji, ki so nekaj manjših sond naredili in s tem nekako pomagali pri ugotavljanju prvotnega stanja. Ker gre za starejše objekte, so verjetno načini zbiranja podatkov različni in včasih spominjajo že kar na detektivsko delo. To je en tak dolgotrajen del, kjer človek lahko hitro obupa. Je pa zanimiv, kaj vse je lahko vir podatkov za arhitekturo. Eno, kot sem že menil, seveda so arhivi. Tam se dobi, vrtimo v primeru zavarovalnice, so najdeni vsi originalni načrti, tudi nekaj fotografij interjerjev, ampak to dostikrat ni dosti. To zbiranje podatkov je lahko zelo zanimivo, dolgotrajno, je pa predvsem zelo pomembno. Katere značilnosti Plečnikove arhitekture je mogoče prepoznati v stavbi? Se pravi, Plečnik je zasnoval objekt, je pa sodeloval pri projektiranju z svojim takratnim asistentom Francetom Tomažičem. Plečnik je namreč v času, ko se pripravljali projekti za zavarovalnico, je bil v Pragi angažiran z prenovo Praškega gradu, tako da je v bistvu papirje v Sloveniji nekako s njegovo pomočjo urejal Tomažič. Plečnik se je nekako bolj podrobno ukvarjal s fasado, vhodno vežo, stopniščem, pohištvom. Ostale stvari so bile pa prepuščene seveda pod vodstvom mentorja Tomažiča. Lahko pa stavbo uvrstimo v nekak avtorski kontekst Plečnika. Zdaj, s Plečnikom imamo problem ponavadi, ker ga je težko popredalčkati. On je bil toliko raznolik, da je težko nekako v neke stile ukalupati. Ena lastnost, ki se tudi na zavarovalnici vidi, se mi zdi, da je drznost. Plečnik je bil zelo drzen, ni se bal uporabljati nenavadnih kombinacij
materialov, recimo, nekih oblik, arhitekturnih elementov postaviti v neke nove kombinacije. Tako recimo stebrišna fasada z opeko, to je kar drzna ideja bila za tisti čas in se mi zdi lepo kaže na eno tako Plečnikovo potezo. Ena lastnost, recimo, ki se mi zdi tudi za Plečnika značilna, je kako zna iz enega problema narediti nekaj lepega. On, recimo, stavba je vogalna in kraka, glavna ulična kraka nista pod pravim kotom. In je to zelo vešče skril prvič, ko vstopite v stavbo, pridete v okrogel prostor, ker vi ne začutite, da ni kota, okrogel prostor nima kotov in ne začutite, da ni pravega kota. Potem pa, če greste pa na stopnišče, se pa ta nepravi kot kompenzira z to trikotno odprtino znotraj stopniščnih ram. In on je iz tega naredil nekaj več. To stopnišče je, rekel, eno lepših v Ljubljani. Tudi stavbna plastika. On se je zelo rad posluževal stavbne plastike. Se pravi, imate gor pod streho, imate niz reliefov, potem ta vaza nad vhodom, marin relief nad nekdanjim vhodom v kapelo. Tlej sodeloval z kiparjem Pengovom. In ne nazadnje, seveda, kar je za vse dobre arhitekte značilno, kako narediti stvari lepe. To pa mene zmeraj preseneča, pri Plečniku, ko se tako nenavadnih pristopov se je loteval, ampak so stvari na koncu lepe. In te skriti ključi, ki se jih je celo on zavedal ali pa ne, ampak ki na koncu naredijo nekaj lepega. Ste ob raziskovanju plasti preteklosti naleteli na kakšne zanimivosti, ki prej morda niso bile znane? Ena zanimivost, ki je bila, je ta poznana Plečnikova predavalnica, kjer je ohranjeno še originalno Plečnikovo pohištvo. Prvo vprašanje, ko smo začeli delati konzervatorski načrt, je bilo, seveda, kaj dela Plečnikova predavalnica v Tomažičevem objektu. Sam to, ko mi jaz povem, da bo jasno, po 6 letih, ko je bila zavarovalnica zgrajena, je Tomažič naredil podaljšek trakta ob Miklošičevi pa dvoriščni objekt. Skratka, Plečnikova predavalnica se je znašla v Tomažičevem objektu in je bilo vprašanje, kako je to možno. Potem smo pa z preučevanjem fotografij raznega arhivskega gradiva, najbolj je bil pol na koncu odločilen tehnični dnevnik od arhitekta Tomažiča, se je nekako s križanjem podatkom prišlo do zanesljive informacije o tem, kje je prej predavalnica bila. To, kar ste še omenili, vprašali glede odkrivanja teh plasti. Ena stvar, ki je, lahko rečemo, v večji meri izgubljena, je notranja oprema. Prostori so bili predeljeni, zavarovalništvo se je razvijalo in žal je bilo velika večina opreme, originalne, ki jo je tudi zasnoval Plečnik. Za Plečnika je namreč značilno, da se ni ukvarjal samo z arhitekturo, ampak tudi z detajli, in za skoraj vse te svoje večje projekte je zasnoval po par stolov. Tako je bilo tudi v primeru zavarovalnice, ampak žal v stavbi ni bilo ohranjeno nič, razen tistega, kar pač ni bilo možno odnesti. To so bile pa te ogradne knjižne omare v Plečnikovi predavalnici, pa še nekaj malo bolj ambiciozno zasnovanega stavbnega pohištva v prostorih uprave takratne. So še kakšni prostori, ki so bili v zavarovalnici in jih sedaj ni več? Ja, zavarovalnica je bila katoliška ustanova. Ustanovljena je bila pod pokroviteljstvom oziroma s pomočjo škofije in seveda je v tak objekt pasala tudi kapela. V kletnih prostorih je bila kapela, imenovala se je Turistovska kapela, to pa zato, ker je bila v bližini bil kolodvor in ob nedeljah zjutraj so bile maše, mislim, do 5 ali ob 6 zjutraj, namenjene turistom, ki so šli zjutraj maš, potem pa na izlet, na vlak pa na izlet. Kapela seveda po vojni zaradi sprememba režima ni imela v stavbi več kaj početi, tako da je bila potem odpeljana v Dražgoše, kjer je bila cerkev požgana in so tam v neki improvizirani leseni baraki si pomagali, da so imeli pač kapelo kot cerkev. Danes je, kasneje pa prenešena potem v cerkev v Dražgošah, novo zgrajeno cerkev,
in je še danes tam. En del je v kletnih prostorih, en del je pa shranjen v zvoniku. Je pa tako, da danes so v prostorih kapele arhivski prostori, tako da če pridete dol, nimate vtisa, zakaj gre. Je pa tudi tle v sreči ohranjena ena oziroma dve fotografije, še prav, ko je bila kapela v zavarovalnici in potem še tudi kasneje, ko je bila prenešena v Dražgoše, tako da se pač vidi, zakaj je šlo. Ne. Pri gradnji stavbe je bila poudarjena nacionalna zavest, saj je bila zgrajena iz slovenskih materialov in z delom domačih obrtnikov. Celoten projekt gradnje zavarovalnice je bil peljan zelo v enem takem nacionalnem zanosu. Ne. Že sama zavarovalnica se je nekako ponašala s tem, pa tudi reklamirala, to sem pač videl iz takrat sočasnih časopisnih člankov, da je to edina slovenska zavarovalnica takrat bila. Ne. In seveda so s tem razlogom verjetno angažirali domačega in eminentnega arhitekta. Ne. Plečnik je pri snovanju stavbe uporabil v veliki večini, ali pa skoraj rečemo izključno, samo domače materiale. Opeka na fasadi je vrhniška opeka, kamen na stopnicah je kraški, stebri so iz podpeškega kamna, les je bil tudi verjetno domač. Ne. Tako da je v enem izmed časopisnih člankov, ko je bila stavba zgrajena in otvorjena, piše, objekt je bil zgrajen izključno iz domačih materialov, samo telefonska centrala je tuja. Ne? Tako, no, to je pač, hočem povedati, nekako so ta nacionalni moment, so bili pozorni na to. Ne? Tudi ravno tako v časopisnih člankih govorijo o tem, da samo domači obrtniki delajo in tako naprej. No? Tako da ta nacionalni moment je bil kar pomemben. Šlo je pa tudi na roko Plečniku, ki je pa že itak tako razmišljal, no, da je čim več angažiral domače ljudi, domače materiale in tako naprej. Ne. Kakšna je odgovornost družbe do kulturne dediščine? Kako se odločiti, ali neko stavbo ohraniti ali zgraditi nekaj povsem novega? Ja, zmerom je potreben en resen premislek. Ne. Imamo namreč dva vidika, lahko rečem. Eno je tehnični vidik ali pa statični vidik, se pravi, ali en objekt stoji in brez kakšnih problemov tudi obstane. A ne? Drug je pa tudi, kar ni tako zanemarljiv, tudi vidik odnosa do dediščine. A ne? Ali se nam sploh nekaj zdi vredno ohranjati. A ne? Dobro, zdaj, ko govorimo o Plečniku, recimo, da to ni več dvoma. A ne? Ko pa govorimo o kakšnih malo manj eminentnih primerih, je pa tudi to vprašanje pogosto na tapeti. A ne? Tako da, ja, jaz mislim, da eno zavedanje o tem vprašanju, ki je mogoče z podobno mislečimi samo po sebi pomembno, a ne, zakaj nekaj ohranjamo, zdaj, če jaz s kolegi govorim, se tega sploh ne sprašujemo, če pa človek pride na teren in mogoče se sreča z ljudmi, ki nimajo enega odnosa do dediščine, je pa treba to premisliti. A ne. In konzervatorski načrt je gotovo ena stvar, ki tle pomaga, zato ker se pri analitičnem delu ukvarjaš s samim bistvom spomenika, z nekim vrednotenjem, zakaj je nekaj vredno, zakaj ni, kaj so neki novi vstavki, ki so mogoče neka prvotna razmerja porušili in tako naprej. Skratka, en premislek. No. Tako da tle tudi mogoče se navežem na zavarovalnico. Tle je, bom rekel, kar pohvalno, no, da je zavarovalnica nekako zastopila to potrebo potem, da se to ohranja, ne, da se Plečnikova dediščina ohranja in je potem med prenovo v sodelovanju z odgovorno konzervatorko in tudi s projektanti nekako so upoštevali kar nekaj predlogov, ki bi mogoče po eni poslovni logiki ne bila ta prva varianta. Ne. Se mi zdi, da je ena tako večjih pridobitev med prenovami zadnjih let je ponovna vzpostavitev čakalnice v prvem nadstropju. Gre namreč za prostor, ki je praktično v celoti bil povrnjen v prvotno stanje. V ostalih prostorih to pač zaradi predelitev prostorov, izgubljene opreme praktično ni možno. Ne? Tle je pa bilo to možno, ker gre za pač nek prehodni prostor, ki je že v osnovi služil delno kot čakalnica, delno je bil predeljen v neke prostore in je bil lahko rečem, da med temi povojnimi
posegi dosti degradiran, ne, če gledam z vidika Plečnikove dediščine. Ne. Tle so lastniki prisluhnili projektantom in sledili tej ideji, da se nekako prostor, kolikor se da, povrne v prvotno stanje. Treba je bilo odpreti stropove, ker so bili prej spuščeni stropovi, da so se pokazali neki ti stropni nosilci. Na novo je bil narejen parket kot rekonstrukcija po ohranjenih fotografijah. Stene so bile očiščene, raznega pohištva, tudi pohištvo je bilo ven odstranjeno. Tako da je prostor kot tak nekako kar dober približek temu, kar je bilo prvotno, kakršen je bil prvoten. Potem pa še ena zelo pohvalna stvar, zavarovalnica se je odločila, da naredi tudi kopijo pohištva Plečnikovega, ko je bil objekt zgrajen, je bil ta prostor fotografiran in se vidi tudi tak kotiček čakalni z mizico in stoli. En stol je ohranjen v arhitekturnem muzeju in zavarovalnica se je odločila in naredila 5 kopij teh stolov in tudi mizico. Mizica je bila pač narejena po fotografiji, se mi zdi še kar uspešno, stoli pa po originalu v arhitekturnem muzeju. In se mi zdi, da to ena, lahko rečem, ena večjih pridobitev s temi zadnjimi prenovami, ker smo dobili en prostor, ki bi bil sicer izgubljen. Hvala za pogovor in srečno pri nadaljnjem delu. Ja, hvala, tudi jaz vam želim uspešno in plodno delo. Odgovorno delovanje zahteva tudi zavarovanje svojega dela. Za pooblaščene arhitekte in inženirje je zavarovanje poklicne odgovornosti obvezno. Z nami je gospod Luka Keršič, ki nam bo predstavil pogoje in glavne informacije o zavarovanju poklicne odgovornosti pri zavarovalnici Triglav. Hvala lepa za povabilo in vsem skupaj lep pozdrav v mojem imenu zavarovalnice Triglav. Kot že veste, imamo zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti ZAID, ki je na novo podrobno uredil to dejavnost in med drugim tudi področje zavarovanja poklicne odgovornosti pooblaščenih arhitektov in inženirjev. Tako da od junija lanskega leta velja, da morajo imeti vsi pooblaščeni arhitekti in inženirji sklenjeno zavarovanje odgovornosti skladno z določbami tega zakona, kar je hkrati tudi pogoj za opravljanje dejavnosti na področju poklicnih nalog pooblaščenih arhitektov in inženirjev. Zdaj, kot je bilo že uvodoma povedano, gre za obvezno zavarovanje odgovornosti, kar sicer ni novost, se je že zakon o gradnji objektov vseboval določbo o obveznem zavarovanju. Je pa res, da je novi zakon prinesel, ko govorimo o obveznem zavarovanju, kar nekaj sprememb glede na določbe ZGO. Zdaj, konkretno je predvsem postreže za vsebino in poleg tega, da pač morate imeti sklenjeno zavarovanje odgovornosti, pa določena višina zavarovane vsote, tudi kakšna škoda ne bi bila predmet zavarovalnega kritja, kaj se šteje zavarovalni primer oziroma sprožilec kritja in tako dalje. Zavarovalnice smo preko Slovenskega zavarovalnega združenja skupaj z ministrstvom IZS ZAPS dogovorili in v tako imenovane vzročne pogoje zapisali, kakšno mora biti zavarovalno kritje oziroma obseg zavarovalnega kritja, da bo le to sledilo in zadostilo namenu obveznega zavarovanja. Pač vse z namenom, da se v zavarovalnih pogojih zagotovijo kritja, ki bodo ustrezale zaščiti javnega interesa, ki ga zakonodajalec z določbo o obveznem zavarovanju zasleduje in želi doseči. No, pa poglejmo, kaj pravzaprav krije zavarovanje poklicne odgovornosti iz arhitekturne in inženirske dejavnosti zavarovalnice Triglav. Zdaj, dejstvo je, da se vam pri upravljanju vašega poklica lahko kljub vestnemu upravljanju dela zgodi, tako kot nam vsem, da pride do napake. Vemo pač, kdor dela greši. In zavarovanje odgovornosti je namenjeno ravno takim dogodkom oziroma krije ravno to. Morebitne strokovne napake oziroma škodo zaradi odškodninskih zahtevkov zaradi strokovne napake, ki nastane pri upravljanju vaših poklicnih nalog. Zdaj, te napake so bodisi, da ste nekaj narobe naredili v obliki storitve ali pa opustite nekaj ne naredite, kar bi morali narediti. Zavarovanje krije škodo zaradi odškodninskih zahtevkov, ki jih na vas naslovi bodisi investitor ali pa tretja oseba. Zdaj, takšna strokovna napaka ima lahko za posledico različne oblike škod. Z zavarovanjem so pa krite škode tako v obliki poškodovanja oseb, poškodovanja stvari, pa tudi čiste premoženjske škode. Zdaj, to so škode, kjer ni prišlo do poškodovanja oseb ali stvari, naprimer manjša vrednost gradnje zaradi napake, stroški odpravne funkcionalne neprimernosti objekta in tako dalje. Zdaj, v samo zavarovanje, če pogledamo, so zajeti vsi projekti, posli, ki jih dobite v delo v času trajanja zavarovanja, torej od sklenitve zavarovanja dalje,
Mogoče je pa skleniti tudi zavarovanje za posamezen projekt, če je tako dogovorjeno. Zdaj, to je smiselno predvsem pri večjih, bolj specifičnih projektih, kjer so specifične zahteve po višjih zavarovalnih vsotah in tako dalje. Zdaj, to, kar je pomembno, pa je, kdaj pa se pravzaprav zavarovanje aktivira, oziroma kdaj se polica kritja aktivira. Aktivira se s trenutkom vložitve odškodninskega zahtevka investitorja ali tretje osebe na vas ali zavarovalnico in zavarovalnica bo krila vse zahtevke, ki bodo na vas vloženi na času trajanja zavarovanja. Zdaj, kaj pa se zgodi v primeru prekinitve zavarovanja? Zavarovanje krije tudi zahtevke, ki bi bili naslovljeni na vas oziroma zavarovalnico še nadaljnjih 5 let po prekinitvi zavarovanja, seveda za projekte, ki ste jih dobili v delo v času trajanja zavarovanja. Govorimo o tako imenovanem podaljšanem obdobju uveljavljanja zahtevkov. Zdaj, kot veste, zakon je določil višino oziroma minimalno višino zavarovane vsote, to je 50 000 evrov, kar pomeni, da zavarovanje z nižjo zavarovano vsoto seveda ni mogoče skleniti, lahko za višjo zavarovano vsoto. Zdaj, glede na posel, ki ga upravljate, je bil ves čas priprave zakona predlog in pomislek zavarovalnic, da je višina obvezne zavarovane vsote prenizka. Naprimer, če pogledamo obvezno zavarovanje dimnikarjev ali pa obvezno zavarovanje priskrševalcev aktivne požarne zaščite, ima določeno zakonsko zavarovano vsoto v višini 150 000 evrov, vendar tu žal nismo bili uspešni, tako da v tem oziru je, ko sklepate zavarovanje, smiselno razmišljati o višji zavarovani vsoti. To je smiselno tudi iz razloga, da je obvezno zavarovalnica v celotnem zavarovanem letu omejena oziroma enaka višini izbrane zavarovane vsote, govorimo o tako imenovanem letnem agregatu. Se pravi, višja, ko bo zavarovana vsota, pomeni, da bo višji tudi letni agregat. Pomembno, kar bi še izpostavil, je, da je del zavarovanega kritja tudi pravna zaščita, se pravi, ne le izplačilo same odškodnine v primeru strokovne napake, ampak da zavarovalnica poskrbi tudi za vašo obrambo pred neutemeljenimi ali pretiranimi odškodninskimi zahtevki. Lahko se zgodi, da so na vas naslovljeni zahtevki, ki bodo po vsebini ali pa po višini popolnoma neupravičeni in pretirani. Naj še povem, da je v zavarovanje vključena tudi odgovornost za škodo, ki bi jo morebiti povzročile pravne ali fizične osebe, katerim oddate dela kot pogodbenim podizvajalcem. Za konec, zavarovanje poklicne odgovornosti za arhitekturne in inženirske dejavnosti zavarovalnice Triglav torej vsebuje kritja, ki so bila kot ključno izpostavljena strani zakonodajalca in interesnih združenj, ZAPS, ZS in tako dalje, da se torej kljub morebiti strokovni napaki in povzročeni škodi pri upravljanju te dejavnosti zagotovi, da bodo oškodovanci bili poplačani in po drugi strani, da boste kljub morebitni napaki lahko še naprej upravljali svojo dejavnost. Poslušali ste podcast Odprto, prvi slovenski podcast o arhitekturi, ki ga je pripravila ekipa OHS. Za akustično ugodje je skrbel studio Sonolab. Odprte hiše Slovenije se zavzemajo za dobro arhitekturo, ki je namenjena vsem ljudem. Prisluhnite nam vsakič, ko boste o prostoru želeli izvedeti več. Da smo lahko odprto spregovorili o prostoru, nam je svojo podporo omogočilo Ministrstvo za okolje in prostor.